opozorila za teden pred nami. V petek goduje Fatimska Mati Božja, Marijin mesec maj, ki je posebej zaznamovan s češčenjem Božje Matere Marije, je tudi zaznamovan z godom 13. maja kot prvo prikazanje Marije v Fatimi. Prihodna nedelja pa je 5. velikonočna nedelja. V tem tednu sta pa dva pomembna dogodka v naši župniji. Prvi je v četrtek, ko bo med nami birmovalec, to je stiški opat Maksimilijan Žive, in se bo zvečer ob 18. srečal z birmanci, starši, z botri, z birmanskimi družinami. Drugi dogodek pa je v nedeljo, danes teden, ko bo ob 10. uri na Brezovici predstavitev naših letošnjih prvobhajencev. Včeraj je bilo natanko 70 let, odkar je izšla prva številka tednika družine. In v tej priložnosti tudi vsi ustvarjalci tednika družine vabijo tiste, ki še niste naročeni, da lahko izpolnite prijavnico za en mesec brezplačne naročnine. To je taka prijavnica, tukaj pri izhodu iz kapele lahko dobite in boste prejemali ta mesec, ki je pred nami, 4 izvode družine, tudi na vaš dom. Tu izpolnjeno prijavnico lahko jaz vzamem in pošljem na uredništvo družine. Se mi zdi res pomembno, da nas spremlja tudi ta beseda, ki je blizu nam, kristjanom, ni samo tednik družina, ampak je tudi priloga naša družina, v kateri lahko res dobimo dobre prispevke, razmišljanja, včasih kar strokovne članke za čisto vsakdanje življenje. Prihodna nedelja za čiščenje kapele pa je na vrsti zeleni dom. Še en oklic. Zakrament svetega zakona želita sprejeti ženin Blaž Zore, katoliške vere, samski, sin očeta Edvarda in matere Mojce, biva pot na Plešivico 2, župnija Brezovica, in nevesta Ana Sečnik, katoliške vere, samska, hči očeta Silvestra in matere Mojce Marije, biva na Volčne 20, župnija Horjul. Poroka bo v župniji Ljubljana Barje v soboto. Če bi kdo vedel za kakšen zadržek, ga je tudi dolžan naznaniti. Naj bo pa to obvestilo, poklic tudi povabilo, da bi tudi z molitvijo prosili za zvestobo, ljubezen, iskrenost in spoštovanje v skupnem življenju v zakonski zvezi, da bi res drugega osrečevala, podpirala in bogatila. Zdaj pa predajam še besedo gasilcem. Najprej zahvala vsem mogočnemu Bogu, ki je po svetem Florinu čuval naše domove pred ognjeno stihijo, v požar in varoval naša življenja, ki smo jih izpostavili. Hvala vsem gasilkam in gasilcem, ki ste svojo prisotnostjo polepšali današnji praznik našega zavetnika. Hvala vsem krajanom, občanom, ki s svojimi prispevki podpirate naše delo. Posebna zahvala gre vsem ložanskim gospodinjam za obilo pripravljenih dobrot, ter gasilkam in gasilcem za ureditev gasilskega doma. Bogu hvala za vse. Ob koncu te svete maše pa vabim vse gasilke in gasilce ter farane in seveda tudi vas, gospod župnik in dame, da v naš bližnji gasilski dom pridete na pogostitev. Prav prisrčno vabljeni.
Hvala lepa. En aplavz za to. Če bila že zahvala z vaše strani, bom pa dal še eno zahvalo, ampak veste, v kateri smeri. Res velika zahvala je v tem, da lahko dobro skupaj živimo, sodelujemo. To je tisto, kar šteje. Če je dobro sodelovanje, razumevanje, da se najdejo nekako skupne poti naprej, potem gre lepo naprej. In tukaj res zahvala za srčnost, dobroto, za razumevanje. Naj to ostaja, se poglablja, krepi in ne pozabimo tudi na molitev drug za drugega. Pa če iz svoje lastne izkušnje povem, ne preveč, zato ker poj bomo upešali. Ampak, ja, dajmo vsak dan malo, pa skos naj bo, ne. Poj bo pa tega veliko, ne. Vsak dan malo, pa sproti drug za drugega, na ta način gremo naprej. Naj nas res spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru.